Hej, Vita, živijo, draga moja. Evo, danes se pa kar v živo javljam in nadaljujem včerajšnji video. Tako da, če še nisi pogledala včerajšnjega videa, sem govorila o notranjem miru. Danes pa gremo majčkeno naprej, razvijam to temo. Tako da bi rada ti majčkeno približala, kako je res pomemben ta notranji mir. Tako da včeraj smo govorili, a se ga sploh zavedaš ali ne? Danes pa gremo majčkeno naprej, kaj pa je ta notranji mir, če jaz tule noter. Zdaj le zaprem oči in globoko dihnem in izdihnem. Kako se počutiš? Ja? Torej, če jaz dam roko na srce, se umirim, začutim ta bit srca in samo diham. Kam me to pripelje? Ja, do notranjega miru. Ampak moram biti v trenutku zdaj in moram biti pri stvari. To pomeni, da enostavno nisi tukaj, pa že razmišljaš, kaj moraš narediti, kaj boš skuhala, zdaj moraš otroke nekam peljati, pa bla, bla, bla. Kaj to pomeni? Da si proizvajaš še več stresa. In to ni notranji mir. Notranji mir je trenutek zdaj, je prazna glava in je dihanje. Še enkrat ponovim. Notranji mir je prazna glava, torej nobene misli, samo osredotočenost na tukaj in zdaj in na dih. Zelo, zelo pomembno, če ne boš ozavestila te stvari, enostavno boš težko prišla do notranjega miru. To je dejstvo. Tako da zdaj nekako sem dala eno iztočnico, kako priti do notranjega miru. Saj imamo več metod, kako priti, ampak to je prva ključna. Da jaz se osredotočam na notranji mir, se moram osredotočati na dih. Tako da, če nekako ne veš, kje začeti, imam zate rešitev. Prva rešitev je ta, da lahko prideš naslednji teden na delavnico dihanja, kjer se poglabljamo v dihanje s celim telesom. Druga variacija pa je, da lahko tudi prideš na skupinsko zvočno kopel, katerokoli. Vsak mesec, ali v živo, ali online, imam zvočne kopelje, ali so gong kopelje, ali so z skledicami in ostalimi svetimi glasbili kopeli. Tako da kamot lahko prideš in s skupnimi močmi pridemo do notranjega miru. Ta notranji mir je vse. Tako da, by the way, to nedeljo imamo polno luno in to nedeljo gongam zate. Tako da, če bi rada, da jaz pridem k tebi domov z temi res čudovitimi zvočnimi vibracijami, bom pripela link, pa se lahko prijaviš in urediva vse in enostavno zaštartava v nedeljo ob 8. z online gong kopeljo. Gong kopel je res tako blagodejna za telo in seveda za za mind. Ni, da pol v bistvu ne prideš do tistega notranjega mira. Tako da, če te je poklicala, enostavno mi lahko tudi samo pišeš na info@lavitas.si, pa te tudi usmeri. Zdaj pa gremo naprej. Zdaj smo rekli dih in osredotočenost na trenutek zdaj.
Ja, in to je notranji mir. Lahko tudi na drugačne načine dosežeš notranji mir. Greš v naravo, poslušaš naravni zvok v naravi in tako dalje, gledaš, ne vem, valove, karkoli pa že, ampak spet si tukaj, trenutek zdaj in pa dih. Vedno drugače ne gre. Okay? In kaj se potem zgodi, če grem jaz v notranji mir? Kaj sprožim s tem? Sem čist drugačne stvari zaznavam, torej na drugačen način odreagiram na situacije. Torej, če smo mi v naglici, smo lahko tudi odrezavi, hitro jezni, lahko tudi nesramni, karkoli pa že. Če si ti v notranjem miru in si res tukaj in zdaj, pa si tega ne dovoliš. Ker če si ti jezna, če ti vzkipiš, če ti žališ, če ti karkoli, ti v bistvu sebi škoduješ najprej sebi in svojemu živčnemu sistemu in šele potem posledično drugemu. Dajmo se to zavedati. To je res ful pomembna stvar. Ja? Tako da, recimo, to so ene iztočnice, ki potem so pokazatelj, kje smo. A smo v notranjem miru, pa dobro spimo, a ne? To pomeni, če sem jaz v notranjem miru, bom sigurno hitreje zaspala, pa globoko bom spala, imela bom res vitalen spanc in moje telo se bo res dobro regeneriral. Če bom pa jaz imela cel dan stres in bom sam padla v posteljo, kaj misliš, kako vstaneš zjutraj? Saj ne rabim niti govoriti, ker mislim, da že sama tudi čutiš, a ne? Kakšna vstaneš zjutraj v bistvu, če greš v tem vibu spat, a ne? Tako da, kar se tega tiče, toplo priporočam, vzam si trenutek zase in res, smo rekli, tukaj in zdaj in dih, samo jaz in dihanje in nič druga. Okay? Če te je poklicala gon kopel, srčno dobrodošla, na polno luno k tebi pridem domov, 6.6. prideš ti sem in skupnimi močmi ustvarjamo notranji mir, pa še kakšen drug namen damo. Če pa bi se rada naučila celostno dihati, potem pa naslednji petek, delavnica dihanja in se res poglobimo, močno se poglobimo v dihanje. Ja? Tako da boš res za trenutek in boš lahko že v notranjem miru. Koliko ti je vreden notranji mir? Majčken v razmislek. A ti je vreden, da si mirna, da se razumeš, da v bistvu kričiš z otroci na zabaven način z njimi, ne da kričiš na njih, ker oni se samo zabavajo in pač s tem pokažejo svojo dobro voljo, tudi s kričanjem, a ne, pa gre tebi to na živce. To sta res zelo dve različni stvari. Če sem jaz v notranjem miru, pa vidim otroka, da kriči in se ob tem v bistvu on zabava, ker otrok, ko kriči, ko nekaj na glas govori, ja, on se zabava, on je free bird, ne? Ampak če smo mi nejevoljne in v stresu in ne vem čem še vse, potem nam gre to na živce. Če smo pa mi v notranjem miru, pa nam ne more iti na živce. To sem zdaj dala en primer za otroke, lahko daš kaj druga, ne vem, karkoli pa že, kar te tare trenutno, ampak hočem ti sam približati, koliko je res pomemben notranji mir. In polagam ti na srce, vzami si čas zase vsak ljubi dan in nameni par trenutkov svojemu dosegu notranjega miru. In s tem se danes poslavljam in se mogoče jutri zopet javim. Hita živijo.